Dober dan, lep pozdrav, dobrodošli v novem tednu. Ne vem, no, vse vem, da sem že mogoče tečna s tem, ko vsak dan govorim, ampak to ni normalno. 36 je zunaj, jaz prav čutim, kako mi teče. Groza. Mislim, da nikoli v življenju ni bilo bolj vroče. V glavnem, skočila sem še v Šparah. Vzela sem kruhovec moke, ki so bili znižani, 7 € pa še nekaj, 7,90, drugače so 9,30 kg. Se mi dalo samo naredim sam. Da bom jaz to delala sama. Pa sem vzela spitala jogurt samo zato, ker je bil znižan. Ker je danes rok. Tako je. Sladoled Planica, bela, tam je ful dober, znižan. Sta pa Nina in Milena napisali domač recept za sladoled, tako da bom enkrat že probala. Hvala obima. Jogurt, bomo rada tale jogurt, jagoda melisa. Navaden kis za čiščenje, tako da sem vzela najcenejšega, zato ker to imam zmeraj za čiščenje. Zelo priročno. Jajčka, prečekirana. If you know, you know. In pa mleko. V bistvu sem 3 stvari imela na seznamu, vzela sem 7. Dobro. Oh my god, čakala bom. Vse skupaj je bilo 16,60, cene so bile 3 stvari na popustu. Ja, sej. Ej, ne moram narediti. Tako da mi zdaj kar tole začela jesti, itak se že malo stopil med hojo. No, petek naj bi se ohladil 29. Jaz sem tako včasih do 25, meni 25, idealno 29, 30, to je meni že crkujem. No, darling. Nisem imela pojma, kaj pomeni crkujem, se pravi. 29 je pol že super. Ja, žal bo pa to v bistvu naša realnost, naš vsakdan postal, ne, take vročine. Kvečemu, če bo 6, 37, bo to še super, jaz se bojim, da bo šlo 40, čez. No, zdaj sem bom preblekla. Pa stroj bom prižgala, pa pač vse standard, počivala, jedla, gledala kaj. V bistvu obožujem tale lifestyle. Dejansko sem hvaležna za to, da lahko, ko pridem domov, da se lahko dejansko spočijem. Pojedla sem juhco, ki je bilo za pol obroka. Zdaj se delam še testenine. Tale imam ene testeninčke, ki jih bom porabila do konca. Zdaj tako res gledam, da se porabijo stvari, sploh preden greva na dopust, v hladilniku, v zamrzovalniku. Mislim, itak bo treba še stvari dokupiti normalno, kot v hrani. Tako nimava, dejansko imava ful malo hrane, kar je, imam raje, kakor pa da se meče. Tole si bom naredila, pol pa kasneje bom sigurno še lačna, pa kar kruhovec moke. Pa tle imam mozzarello in kar ne bom pojedla, bom pa kar z unimi kruhovec moki. Pa še mezgo imam, tako da lahko v bistvu še mezgo segrejem in podam kruhovec moke. Yes, to je to. Pa še tle imam navaden sir, ki ga bom zdaj naribala. Moj sladoled Planica, v bistvu sem imela v glavi, da mi je bil boljši, tako da je dober, seveda, ampak tako. Tako lepa izgledajo testenince. In dajmo še testirati. Vroče. Pa še mozzarella zraven, malo sveži. Zdaj pa jem kruhovec moke z mozzarello in res sem sita. Dobro jutro. Sem šla prej ven, kako je fino, sveže, kako sede. 10-15 minut kasneje. Da praš. Tako da mi je spet vroče ka pri noci, ura je pa 8. Nač, kofe. Stroj sem jih prižgala. Zdaj bom brala. Sem hodila še naprej v LJ, da gre v Narodno galerijo na razstavo Toneta Kralja, ki govorim že ful dolg. Pa, ja, pa še kakšen napravek. Če mi ne bom imela čas iti kaj brat. Ne imela denar, jaz bi sem po kafičih pa po testirala sladice. Čim.
Tle imam zelo zrele banane, tako da sem naredila banane smuti z mlekom. Čin. Zdaj sem navaden mleko uporabljala, kaj ponavadi rastlinskega. Pa je ful razlika v okusu. Preveč mleka sem dala, ni to gost, jaz bi dala, da je ono tako gost. Ampak okej. Še zmeraj je ful dober. Pa ščepec, dobesedno ščepec cimeta sem dala. Kako je vroče. Gremo v narodno galerija. Gremo na razstavo. Danes sem se po moje 10-krat prepotila. Ne bom morala rezervno majico, nositi s sabo je to in noro. Komar me je. Ojla, zdravi, smo prišla do Tivolija. Smo prišla na kofe. Kaj je že ta Babel? Kako se že imenuje? Babel, ja. Kako bi zdaj lepo zaspala. Pa ulil se bo. Čin srce. Kako je meni šep zgrenak. To husky mali. Da vidimo cake pop. Dobro. Dosti sladka ta lepila čokolada. Dobro jutro. Malček sem zalimana. Če sem prebrala knjigo od Shannon Lee, hčerka od Bruce Leeja, in sicer Bodi voda, prijatelj moj, Bruce Lee in njegovo učenje. Ful dobra knjiga, njegove modrosti. Shannon je bila stara 4 leta, ko je Bruce Lee umrl. Tako da je v bistvu taka knjiga dobra popotnica za življenje. Na momente se malo vlekla, ampak je bila zelo, zelo dobra. 4 zvezdice. V bistvu je taka knjiga, ki imaš v policiji in potem, kadarkoli v življenju, spet potegneš ven in bereš. Čin. Tle imam od Nelsona Mandele knjigo, autobiografija, ki mi jo je Julija prinesla že nekaj časa nazaj. Debela je in ful sem jo malo prebrala in bi se zdela, da tega lotila. Normalno to sem doma brala, zato ker je to ful težka in ne moram tega nositi v Ljubljano. Tako da ja, bo trajalo, da jo preberem, tako da najbolj, da se že čim prej lotim, a ne? Ker berem pa pač lahko, ker berem doma, ne? Tako da ja, doma bom zdaj njega brala. Tako, ready sem, gremo v etnografski muzej, hočem iti pogledati razstavo Maske. Vidim, da je ta razstava Maske do avgusta 27. No, če sem že dlje, gremo zdaj.
Čudovito. Kurent. Ta je huda. Oj, sam se na hitro javim, da komentiram etnografski muzej, oziroma SEM. Se pravi, ta vezena dediščina Ukrajine, čudovito, res toliko lepe stvari. Mi je pa kolegica Valerija, ki je drugače originalno iz Ukrajine, pa poslala tudi tako kot moderne te vezenine, da lahko imaš kot srajčko, pa blazer, se bom preložila slike in perfektno, jaz bi to imela takoj. Toliko lepo, toliko sem navdušena. Se pravi, barve, jaz pač obožujem barve, materiali, naravni materiali, volna, lan, bombaž, hudo, pa zgodbe njihove. Res prav na jok mi je šlo, čudovito. Sicer taka zelo kratka razstava, je pa v bistvu 8 € enotna cena, tako da jaz sem samo 2 stvari si šla pogledati, to od Ukrajine, pa maske. Maske sem malo razočarana, ni bilo toliko zanimivo, kot sem mislila, da bo no. Na začetku je bilo par mask iz Afrike, to ne bo zanimivo, pa pač kurent. Ampak ja, splača se iti pač cel muzej pogledati, jaz sem itak že bila tako pred kratkim enkrat letos, ali lanskrat, no pa se pač mi ni dal, ker me res sem to zanimalo. Tako da ja, no, glavno, itak zmeraj priporočam etnografski muzej, ker je eden meni boljših v Ljubljani. Zdaj imam še v planu mestni muzej Irvin, bi šla še fotografsko razstavo pogledati, in pa na Ljubljanski grad od Arneta Hodariča, fotografska razstava, tako da ja, še te 2 stvari. Muzeji so tudi ful dragi ratali. Tako da ja, grem po tuš. Dobro jutro, končno sem malček ohladil. Ful paše. Najprej pa kofe. Pa knjiga. Christmas tree, oh Christmas tree. Ne, si ne želim še božiča. Je še caj do takrat, tako da. Sem mislila iti v muzej, ampak sem se premislila, bom šla v knjižnico brati eno knjigo, ki bi rada dokončala. Koliko pa še tole vreme? Perfektno je. Sicer napovedano je bilo malo čez 30, sam tole ni poblačenje. To je tudi v bistvu ful pomagano, da ni toliko sonca, tako da. Gremo. Lep pozdravček, se tle sprehajam in me je prešinilo, da sem tle rojena. Skoraj 40 let nazaj. Deše, ampak je. A ni noro. Grem mimo kraja, ker sem se rodila. Evo, pa sem pa še domov. Danes je v službi bolj intenzivno in me prav noge bolijo, ker sem več stala. V glavnem, prebrala sem knjigo od Zdenka Matoza, Sence, politični thriller. Zanimiva knjiga, veliko soničnih napak, zanimiv, iz leta 2008. In sicer, ko nek novinar odkrije neko kot spletke med predsednikom države in podpredsednikom, oziroma predsednikom vlade, ja, in države,
No in potem to skuša razkrinkati, to tudi povem prijatelju in pol je cela kolobocija, tako ful zanimiv, imajo kasete in tako naprej, se vidi, ne stari časi, ti prejšnji časi, no, še ne tako moderni, ki tazga, ne. Tako zanimiva mi je bila ocena, nisem čez jih, ne, 3 zvezdice, tako. Zdaj pa začnemo z zasedno, ki jo že imam. Si bom naredila sufle, pozdravim sladoledek, pol malce kasneje pa pride Julija, sem ne sicer domov, ampak pride pač v moj kraj, ker še nikoli ni bila tle, to je bilo smešno to. Pripeljala se bo z avtom, jej. Tako da ja, greva pol nekaj spit. Dekonstruiran ali kakorkoli sufle in sladoled, njami. Okedoke, in torbička in gremo. Ko mi je dobro, da lahko končno malo manjšo torbo nosim. Upam, da ni to kroče. Pa sem doma, joj, Julija, tako dober fura, koliko je bilo dobro tole vidi se. Bila je v Sarajevu in mi je prinesla darile. Najprej tole sem naročila, da mi prinese, Sevdah, se pravi Damir Imamović. To so v bistvu kot neke malo poezije, teksti, tako zanimiv, v bosanščini. Te mi prinesla tale prstan, tale, ko je hud, res hud. In pa tole skodelico s krožničkom in žličko. Koliko lepo, to že prav vidim, da se bova z Dragim kregala, kdo bo iz nje pil. O, kako je huda, stari. To bo začetno moja nova za kavico, pa za čajček, jej! Hvala, Julčka. Joj, spet je to soparen. Pa še eno knjigo sem naročila. Sem malo dlje časa čakala na njo. The Odyssey od Homerja, ne, translated by Emily Wilson. Ful sem slišala pohvale, tako da upam, da bo šlo tole branje. Zanimivo, koliko ta grob papir, lepo. Ful mi je všeč, ful so tako, v bistvu mehka, ampak ful lepi listi, tako lepo upogljivi, no. Bomo videli, koliko bom kaj razumela. Dobro jutro. Evo, mislim, niti ni jutro, ne? Z Dragim greva na izlet do Klagenfurta. Dobrodošli v Klagenfurtu oziroma po našem Celovcu. Gremo v mesto. Mohorjeva knjigarna. Oh my god, prav knjige v slovenščini so. Škoda, ker ne dela. Ampak dobro. Hudo. Vzgoja, kultura, umetnost, izobrazba. Ja, maybe. Kako je cute tole. Pa rožice. Oh my god, ker je bebe. Kva dober. Tukaj smo direkt v centru. Malce ga že pripeka. Kako je lepo. Midva sva pa tle par let nazaj, oziroma sem se kar redno vračala, ampak meni to vse isto, oziroma ničesar se ne spomnim. Da vendiamo.
Dober tek. Kaj je pa to zdaj dobro? Se pravi, tam, ko sva najprej kofe pila, in tako so pač naše govorili, pač balkansko, ne? Tako da se nič več rabila matrat, pa so pa tle, ko so še na kebab pa tuta, ne? Tako res. Sploh nemščine ne rabiš. Naslednja postaja je pa Klagenfurt am See. Gremo do jezera. Koliko je lepo. Našla sva brezplačno parkirišče nekje ob Vrskem jezeru. Nekje, ne vem kje, ampak ful lepo mestece. Brezplačno do 1,5 ure, tako da thank you very much. Vielen Dank. O, kako je lepo. Ma, kaj koza. Nekaj sva odkrila. Oh my god, zasebna plaža. Kako dobro. Nijem kopalk. Oh my god. Hello. To je pa nekaj zame. Wow. Kratek sprehod je bil zelo kratek. Ful je vroče, da se sprehajaš. Kaže mi samo 28 stopinj, ampak jaz sem počutila, da je 26. Jaz res ne prenesem te vročine. Danem pa še sva prav do Vrbskega jezera. Parkirala sva se, tako je ta parking. In zdaj greva dol. Tle smo bili, se pravi midva s kolegom, kaj lanskega maja smo prišli sem in je res tako lepo, tako da greva obujat spomine. Glej to, kva hudo. Stolpni pa tam. In naša draga zastava, ki sem jo takrat prejšnjič spregledala. Kjera voda je, kaj bi se zdaj vrgla. Tole je divota od života. Probam brez alkoholno pina colado. Oh my god, kako dober. To moram doma narediti. Od ledu ne moram priti not. Hudo. Kje je zdaj zastavica? Hotelček.
Ne, da so samo avtomobili hudi, ampak ta hotel je hud, stari. Blakec, urbanček. Kak cute. Prav utrujena sem. No, zdaj greva pa nazaj proti domu. Kjer zanimiv sistem flash. Folka je pa tok, k pri nas ob sobotah, ko se vsi spravljajo po pot. In zato sem jaz tok proti tem, da so v nedeljah trgovine odprte. Se vem, da sem zdaj jaz v nedeljo v trgovini, ampak jaz sem čisto proti tem. Ljudje bi morali biti v nedeljah frej, pa tudi, če bi bile restauracije zaprte. Lahko je zaradi mene vse zaprt, pa ne bomo še nikamor. Dobrodošli v Sloveniji. Vmes mi je kar malo slabo radila, tako da se malo ustavila. Ful je vroče. Evo, pa sva doma. In zdaj bom pila iz Julčkine šalčke. V Klagenfurtu sem potem kupila še dve pijači. In sicer lubenico in pa češnjo. A, to je ledeni čaj, višnja. Čin, da si se že provala. Lubenica je res taka osvežilna. Višnja. Mi je pa tako, ta pa okus fake. Tako da, tale mi ga definitivno zmaga. Moram pogledati, če to super res obstaja. Kakaj dober. Zdaj pa tole pico. Prši še rekel je za pozdrav, tako da Helena, lepo te pozdravljam. To je to za ta vlog, upam, da ti bi všeč. Sam en dobronamerni nasvet, če ti nisem všeč, če ti ne pašejo moji videi, gre samo naprej. In to je vsa umetnost. Nič. Hvala, da si tle, hvala, da gledaš, hvala za podporo, rada te imam. Drži se, se vidimo naslednjič. Čači.